strokovnega izobraževanja predstavljajo kar 13% celotne študentske populacije. Ja, kar uvršča višje strokovno izobraževanje na drugo mesto, takoj za Univerzo v Ljubljani. Zakaj je študij tako zanimiv in privlačen, pa poglejmo v naslednjih minutah. Višješolski študijski programi so zanimivi tako za mlade, kot za odrasle, ki želijo zamenjati svojo poklicno pot ali usvojiti uporabna praktična znanja ter pridobiti sposobnosti za upravljanje nalog vodenja, načrtovanja in nadzora v delovnih procesih. Študij na višji strokovni šoli je praktično usmerjen, kar pomeni, da imajo naši študentje približno 30% oziroma 800 ur v 2 letih praktičnega izobraževanja v podjetjih. Tudi vsi ostali predmeti oziroma moduli, ki se izvajajo na programih višjega strokovnega študija, so opremljeni z laboratorijskimi vajami. Naši študenti ogromno časa porabijo na praktičnem izobraževanju tudi v šoli, se pravi v laboratorijih, za računalniških učilnicah in posebnih laboratorijih, odvisno pač od vsakega programa. Tako da dejansko naši študentje spoznajo že med študijem delodajalce, pri njih opravljajo praktično izobraževanje in dejansko velika večina naših študentov že med samim študijem od delodajalcev dobiva ponudbo za zaposlitev. Velikokrat se med študijem in med tem, ko opravljajo zadnji akt študija, se pravi diplomo, so že praktično zaposleni. Višješolski programi omogočajo tako reden, kot tudi izreden študij. Višje strokovne šole v Sloveniji so tako zasebne kot javne in dejansko tako zasebne kot javne višje strokovne šole izvajajo tudi študij za odrasle. Običajno je ta študij prilagojen, se pravi, načinu dela za odrasle, pomeni, da določene vsebine lahko izvajamo tudi, bomo rekli, daljavo. Običajno so to študentje, ki so zaposleni, ki že imajo delovne izkušnje, tako da tudi te delovne izkušnje lahko uveljavljajo pri študiju, se jim določene vsebine lahko priznavajo in dejansko je, glede na to, da je študij sorazmerno kratek, se pravi 2 leti, primeren tudi za prekvalifikacije. To je bil tudi recimo eden od ciljev, ki smo jih zasledovali ob vzpostavljanju tega sistema. 33 študijskih programov, ki slonijo na poklicnih standardih in so odraz najsodobnejših trendov v stroki in aktualnih ter prihodnjih potreb na trgu dela. Dejansko so študentje, redni študentje, tisti, ki se vpisujejo v višje strokovne programe, tisti, ki raje dejansko takoj pridejo prakso, ki si ne želijo preveč poglobljenega, bomo rekli, akademskega, teoretičnega znanja. In dejansko ti študentje so ob zaključku študija usposobljeni za delo. Koliko poznajo programe in zakaj se jim zdi študij na višjih strokovnih šolah zanimiv, smo vprašali mimoidoče dijake. Poznate programe na višjih strokovnih šolah? Ja, kar poznam. Poznam tiste smeri, ker grem jaz, elektrotehnika, računalništvo. Poznam za recimo elektro, ker pač je to moj plan, da se upišem naprej tja. Ja, do nekje. Jaz sem bolj nov na Vegovi, oni so pa že neki cajt. Smo gimnazija, ampak tudi vse poznamo s temi programi. Zakaj se vam zdi, da bi bil študij na višjih strokovnih šolah lahko zanimiv? Pač zaradi priložnosti, pa tako veliko se naučiš, pa marsikakšna znanja dobiš, ki se lahko v ta pravem življenju uporabljaš. Ja, naučiš se upravljati z rokami, pa strokovnimi predmeti, pa take. Ja, toliko enih zanimivih smeri je, pač karkoli te zanima, lahko skoraj študiraš, tako da to je zelo dobro. A ste se vi že odločili, kam boste šli naprej, vas mogoče zanima študij na višjih strokovnih šolah? Ja, jaz bom šel na elektrofaks, isto visokošolski. Jaz bom šel verjetno isto, kaj tako drugam nam mogu prijeti. Ja, jaz sem tudi razmišljal o elektro VSŠ, tako da. Prenova študijskih programov bo vključevala vpliv umetne inteligence na višje strokovno izobraževanje ter digitalne in zelene kompetence. V zadnjem letu se pojavlja mnogo dilem, ali recimo v šolskih okoljih uporabljati orodja, kakršna so ChatGPT. In jaz mislim, da drugega, kot da pač na to pristanemo, druge možnosti skoraj da ni. Da bodo to vrstna orodja tako samoumevna čez 5 let, 10 let, kot je danes samoumeven Microsoftov Word, kot je samoumeven neki brskalnik, kot je samoumeven Google.
In tega se bomo morali enostavno navaditi. Prihodnost ni zgolj digitalna, ampak je tudi analogna, fizična. Tako da moramo paralelno o digitalni preobrazbi, prenosu vseh veščin, znanj, kompetenc v digitalna okolja, razmišljati tudi o analogni preobrazbi. In to nista nasprotujoča trenda. To sta trenda, ki drug drugega podpirata in lahko sobivata. Lej, človek se pač uči res vse življenje. Vse življenje. Tako je. Ni samo v bistvu fakulteta. Je pa fajn gledati že malo naprej. Jaz sem recimo preko tega prispevka zdaj ugotovil,